Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, dovolite, da vas spomnim na naš dogodek, ki se bo zgodil 22. maja in sicer v Kristalni palači z naslovom Investicijski šov leta, kjer bomo razpravljali o vseh aktualnih tematikah, ki se dogajajo trenutno v svetu. Bomo pa tudi roastali ali pa grilali, kakor želite, slovenski kapitalski trg. Med gosti je tudi, bo tudi minister za finance, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi vi. Pa še eno zadevo, na katero bi vas rada spomnila, bootcamp, investiranje za začetnike, za tiste, ki si nekako ne upate, ne drznite, vabljeni, da se nam pridružite na bootcampu, kjer bomo spoznali osnove investiranja, kaj moramo vedeti, preden odpremo trgovalni račun in kupimo prvo investicijo. Gre v bistvu za nekakšen dodatek k online delavnici investiranja za začetnike, ki je seveda na voljo na naši spletni strani. Tukaj pa na bootcampu pa v živo pogledamo nekatere zadeve in pa tudi odgovarjamo na vaša vprašanja. Tako da vabljeni tudi na naš bootcamp. Žal je marčevski termin že zapolnjen, na voljo je samo še aprilski termin, tako da število mest je omejeno. Tako da vas vabim, da se prijavite. Gremo na današnjo debato, tokrat z milijonarjem, o milijonih, o vrednosti premoženja in pa tudi o vrednotah. Jure Knez, soustanovitelj in lastnik trboveljskega podjetja Devesoft, ki se ukvarja z razvijanjem programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov, ki se uporabljajo potem v številnih panogah, kot je denimo avtomobilizem, transport, energetika, vesoljska panoga, nekaj je tudi v obrambi. Jure pa je tudi nekak glasni zagovornik, če lahko temu tako rečem, solastništva zaposlenih po podjetjih, in o tem sva danes tudi kar precej veliko spregovorila. Poleg tega bi rada še omenila to, da na TEDx Ljubljana je Jure Knez govoril o vrednotah. 5 vrednot je izpostavil in o teh 5 vrednotah sva se tudi pogovarjala bolj v kontekstu investicij. Želim vam prijetno poslušanje. Evo, zdravo, Jure. Zdravo, živjo. Danes se bova pogovarjala oziroma poglobila v Millionaire Mindset. Tvoj govor na TEDx Ljubljana je bil super, ker si tudi nagovarjal vrednote. Jaz imam ta list tukaj, sem si ga shranila, ker se mi zdi ful fajn, da so se izpostavljale tudi vrednote. Teoretično se mi zdi, da vrednote obvladamo, potem pa v praksi mogoče malo na ne pozabimo. Pa bi vseeno mogoče šla skozi te vrednote, ki so tukaj naštete, pa bi jih mogoče v kontekst financ probala nekako uporabiti, glede na to, da MoneyHow je konec koncev podcast, s katerim poskušamo finančno opismeniti ljudi, pa se mi zdi, da lahko tukaj tudi par zadev izpostava vezano na prav finance. A kar greva po vrst? Poskusva. Bova začela pri zadnji vrednoti, ki je bila izpostavljena, zmernost v kontekstu financ, investiranja. Jaz mislim, da o tej vrednoti smo dolgo časa razmišljali, ker danes veliko govorimo o potrošniški družbi, o zelenem prehodu, o tem, da moramo biti, da se moramo čisto drugače obnašati, kot smo se obnašali mogoče včeraj. In nekako smo definirali to zmernost kot eno tako vrednoto, ki se mi zdi, da je res lahko vodilo našega delovanja. Zaradi tega, ker dejansko danes živimo v družbi, ko je vsega preveč, ko je naša lastna odločitev, koliko stvari bomo imeli, več ali manj, in se mi zdi, da še toliko bolj kot prej, da moramo biti v svojih pričakovanjih, potrošnji in tako naprej, da moramo biti zmerni in s tem v bistvu nekako prihodnjim rodovom zagotoviti
dobro bivanje, udobno bivanje na tej naši ljubi zemlji. Ampak v kontekstu Millionaire Mindset pa zmernost mogoče ni najboljši recept, ne? Ne vem, zakaj pa ne? Sej konec koncev veliko kapitala pomeni, da mora biti pretirana potrošnja. Ne? Imamo tudi podjetja, ki v bistvu svoj kapital skozi fundacije dejansko porabljajo za dobro ljudi, najbrž še bolje, kot če bi bil drugače razporejen. Ne? In tukaj se mi zdi, da je to mogoče ena taka fama, ne? Da mora biti temu tako, ne? Da mora biti vsak, ki ima veliko kapitala, da mora imeti, ne vem, veliko jahto in da mora, ne vem, prekomerno trošiti. Jaz mislim, da temu ni tako, ne? Da kapital sam po sebi ne pomeni tega. Ja, a greva na drugo vrednoto, poštenost. Zdaj, ko sem se pogovarjala s številnimi slovenskimi milijonarji, recimo so odraščali tudi v družinah, kjer se je nekako govorilo v smislu, ali pa vzgajalo v smislu, če si bogat, mogoče nisi pošten. Ne vem, kako je bilo pri tebi v tvojem družinskem okolju oziroma vzgoja. Ja, v bistvu jaz sem odraščal pač v Trbovljah, ki je bilo zmeram nekako delavsko mesto, ne, revolucionarno v zgodovini, ne, v veliko pogledih. Tako da oče je delal pač na Rudisu kot inženir, mama je učila v šoli. Pri nas doma so me vzgajali v delu, v poštenosti, tako da jaz močno upam, da so tudi te vrednote, ki jih nekako prenašam tudi na naslednjo generacijo, ker se mi zdijo res temeljne. Ne. Tako da jaz mislim, da smo imeli mi tudi v preteklosti v Sloveniji nekako se to povezovalo, ne, da če ima kdo nekaj več, potem si je to pridobil na nepravilen, nepošten način. Ne. Pa mislim, da čedalje več podjetnikov dokazuje, da tisti pravo stabilno podjetništvo temelji na drugih načelih in se mi zdi, da je to nekako tisti čas čiščenja, ki je nujno potrebno v eni mladi demokraciji, da pač damo ta čas skozi in da pridemo na neke zdrave temelje. Kaj pa pripadnost? Ja, to je pa v bistvu ena taka vrednota, ne, ki je, bi lahko rekli, da je tudi nekako mogoče najbolj sporna izmed teh, ne, ker dostikrat imamo nazore, ne, ta naša Slovenija ali pa kakorkoli, ne, jaz sem državljan sveta, ne čutim nobene pripadnosti, ampak jaz mislim, da človek v svoji naravi si tudi želi biti nečemu ali pa nekomu pripaden, tako da mene ni sram nikomur povedati, da prihajam iz Slovenije, ne. Mislim, da tudi Evropa je nam dala kar precej, kljub težavam, ki jih ima trenutno, se mi zdi, da pač moramo biti nekako pokazati tudi to pripadnost Evropi. Pa Sloveniji, pa pri nas je potem še to naše ljubo Zasavje in Trbovlje, ne, še toliko bolj srce bije za te naše kraje, pa seveda potem pa je tudi podjetje, družina in tako naprej, ne, in to je pravilno, da se ta pripadnost, da se tudi o tem govori. Kaj pa recimo v kontekstu investicij? Zdaj zelo veliko se govori, recimo nekateri držijo svoje investicije, hodl se temu reče, drži investicije v nedogled, ne. Tudi nekateri investitorji to prakticirajo recimo v kriptosvetu, pa recimo tudi pri slovenskih konkretno delnicah, recimo Krka je ena taka naložba. Ne vem, kako pa recimo to pripadnost ali pa to zvestobo, na to zvestobo gledaš recimo ti? V smislu investicij. Kot vlagatelj, ja.
Ja, jaz sem mogoče res čist neko tako pokvarjeno logiko, kar se tiče investicij, ne, ker dejansko resnično rad investiram v tiste stvari, na katere imam vpliv, torej nimam praktično nobenih deležev, delnic neke tuje družbe, se pač fokusiramo na to tehnologijo. Tudi recimo zelo mi je všeč, v zadnjem času imamo kar nekaj manjših podjetij, ki se v naši branži so se izkazale, ki se trudijo in nekako jih podpiramo v tem smislu, ne, tako da mogoče je v tem smislu, da sem zelo pripaden tej naši branži merilne tehnike, pa če se to reče, da so pač investicije na tem področju, pa ne vse. Ne. Tako da tudi kar se tiče tega lokalnega okolja, ne, je tudi tukaj si želimo pač to graditi naprej, nekaj narediti v tem našem okolju in presežek, tako da tudi tukaj je ena taka, ne vem, mislim, da kar znak pripadnosti. A se pravi, čeprav razumem, nosiš vsa jajca v eni košari, se pravi, staviš na to panogo, ki jo tudi sam najbolj poznaš, ali imaš recimo temu tudi razpršeno košar? Zdaj, ker v svetu investiranja se govori o razpršitvi, ne? Ne, v bistvu najbrž jaz nisem tipičen sogovornik, ne, kljub tisti lestvici nekih najbogatejših, ne, je pa praktično ves kapital v podjetju in ne vem, če podjetje ne bo uspešno v prihodnosti, jaz osebno nimam plana B. Jaz pa ponovadi pravim, jaz imam plan B, C, D, E za vse možne situacije v življenju, ne? Ker te pač življenje lahko preseneti, ampak ja, če v bistvu staviš na svoje znanje, v svoje podjetje, pol verjetno mogoče niti ne rabiš plana B, ne? Ja, sej, lahko se naredi kakšna neprijetna situacija, ampak se mi zdi, da bomo potli s tem, kar smo nekako ustvarili, bomo lahko se prilagodili pa znamo delati marsikaj, tako da mislim, da za neko preživetje ni straha, ne, ampak ja, dejansko pa je Devesov tist, k čemur posvečam tudi osebno največ časa. Se pravi, 100% fokus, ne? To je ta millionaire mindset, ne? Da se fokusira na... Ja, ker se mi zdi, da se dostikrat naredi, ne, da je nekako se defokusira, ne, kakor, ne vem, dosežeš en določen uspeh na enem področju, ne, se mogoče zdi, ne, da zdaj pa jaz obvladam, ne, tako. In potli gremo še nekaj poskusiti, pa še nekaj poskusiti, pa še nekaj poskusiti, ne, pa se mi zdi, da praviloma takšne stvari ne vodijo glih v srečen konec, lahko pa tudi, ne, seveda, ne, imamo tudi dobre primere, kako na različnih področjih nekako so ljudje uspešni, ampak mislim, da je praviloma življenje tako kratko, da je treba se kar fokusirati na eno stvar, ne, ali pa da povemo pri spodobi, ne, sem 4 otroke, ne, pa pol nekako že človek misli, da vlada, ne, pa pol pride naslednji, pa se spet na nov, ne. Tako da se treba spet na nov se naučiti, tako da vsak je drugačen, vsak posel je drugačen in zahteva čas in pozornost. Ja, zdaj omenil si že to lestvico famozno od Finance Manager. Lansko leto je bila ocenjena vrednost premoženja 360 milijonov, kar je za skoraj 50% več kot pred enim letom, leta 2023. Ne? Zdaj, kaj te številke v bistvu pravzaprav pomenijo, recimo konkretno tebi? In to, da si 3. na lestvici najbogatejših Slovencev. Ja, mi imamo sistem solastništva zaposlenih vpeljan, kjer je vrednost podjetja kar enaka vrednosti kapitala, tako da je ta številka je neka imaginarna, utopična, so se potem tudi odločili restrukturirati podjetje v smislu lastništva,
20% je itak v solasti zaposlenih, 80% je pa zdaj v lasti družinskega holdinga, s katere pač v ustrezni zakonodaji bi želeli tudi narediti fundacijo, da je bila še bolj stabilna struktura lastništva. Tako da to je nekako to so nekako dejstva, ne, ki pomenijo, da teh milijonov nikoli ne bom videl na svojem računu. Ja, to si že, mislim, da je večkrat jasno komuniciral, da podjetje ni na prodaj, ne, in da se ne bo prodalo nikoli. Tako je. Tu je v bistvu, se mi zdi, da bolj ko to govorimo, bolj smo zanimivi za kakšne investicije, ker nekako tudi vsi, ko pridejo, vidimo, da delamo že z otroci iz osnovne šole, že iz vrtca naprej, ne, da res poskušamo delati na dolgi rok, nekako stabilno, ne, in potem, ne vem, še danes sem dobil eno ponudbo za nakup podjetja, ne, to je kar pogosto, ne. Ampak dejansko podjetje ni na prodaj, res sem zadovoljen s tako lastniško strukturo, kakor je, in bi želel tudi to ohranjati, ker se mi zdi, da pomeni neko stabilnost, ne, in v tem svetu, ko se tako hitro spreminja, kjer je kapital nekako lahko tudi zelo, ko bi rekel, ima negativne posledice, ne. Jaz mislim, da tudi za lokalno okolje, da mi prodamo podjetje nekemu tujcu, prav gotovo ne bo ga zanimal ta razvoj okolja, razvoj Slovenije, ampak pač ga bo zanimal finančni rezultat. Ja, to sem nekje prebrala, da prihajajo te ponudbe kar precej pogosto. Tako res nora številka je bila, zdaj se ne spomnim, ampak tako, da je bilo kar nekaj ponudb na mesečni ravni. Tako je. To je. Nora. Pa tudi prebrala sem, da v bistvu zdaj, ko se omenja pač tuje lastnike, pa njihov cilj je pač finančni rezultat, ne, da dobiček ni prvo vodilo podjetja. Ne, jaz sem lani nekako malo presenetil mogoče sodelavce, ko sem rekel, da so stranke na prvem mestu, ne, da moramo poskrbeti za to, da so stranke zadovoljne, pa so rekli, kako, ne. Pa ni več važno, da delamo plus. Rekel, ne, ni tako, ne, ker če želimo stranke zadovoljiti na dolgi rok, mora biti podjetje uspešno, da lahko investira naprej, ne, ampak vse moramo pa delati v to, da bodo stranke zadovoljne z našimi storitvami in izdelki, ne, ker nas v bistvu nagradijo z nadaljnjimi naročili, ki nam pomenijo razvoj. Zdaj, omenjeno je bilo to, da so zaposleni solastniki družbe, pa me zanima, zakaj je prišlo pravzaprav sploh do te ideje? Je to na nek način motivacija zaposlenih? Je to način, da se zmanjša fluktuacija? Ja, v bistvu nekako z rastjo podjetja je bilo čedalje bolj očitno, da prihaja do nekega razkoraka med vodstvom pa med zaposlenimi, ko ljudje začnejo izgubivati občutek o delovanju podjetja. Zato smo pač odprli knjige, začeli razlagati poslovanje, potem tudi povabili sodelavce k lastništvu, da vsi gremo na isti breg, ne. Da vsi skrbimo za to, da bo podjetje uspešno, in to je nekako bil res en tak eksperiment, ki se pa je pri nas, ampak z zelo jasnimi pravili, zelo dobro izkazal in še danes deluje. Zdaj, 20%, če sem prav razumela, imajo v lasti zaposleni, ne? Kakšen je bil pa odziv recimo zaposlenih, ker to ni zdaj običajna praksa v slovenskem okolju, da v bistvu lastniki soustanovitelji nekako razdelijo premoženje oziroma dajo možnost zaposlenim, da postanejo solastniki? Ja, to je bil en ključen moment, ne, da v bistvu nismo mi razdelili premoženja, ampak smo pač ponudili v odkup po vrednosti kapitala. Tu je kar velika razlika, zaradi tega, ker neka stvar, ki je podarjena, je potem samo še nekako neka nagrada pri odhodu in v bistvu ni to smiselno, ne. Odziv je bil pa zelo dober, še danes se kar precejšen velik delež
proda zaposlenim. Tako da mislim, da tukaj je posledica tega tudi, da dejansko podjetje iz tedna v teden gledamo, kako deluje, kje imamo težave, kako lahko stvari optimiramo. Ja, in po kakšni ceni potem zaposleni pridobi ta delež? In kako v bistvu sploh sodeluje v tem odkupu oziroma nakupu? Ja, mi imamo vsako leto dve odkupni okni, torej ko so znane polletne in letne bilance. Za osnovo za nakup vzamemo pa kar vrednost kapitala iz bilance stanja. To je zelo nizka valuacija, ampak to tudi pomeni, da ko nekdo zapusti podjetje, mora po vrednosti pač kapitala v tistem trenutku, ko podjetje zapusti, tudi svoj delež prodati. In to je nekako nam je zaradi tega nizkega vrednotenja lahko podjetje preživi tudi nekoliko višje prodaje. Ja, in kakšna je potem v bistvu korist zaposlenega, da drži oziroma a dobi kakšne dividende na ta račun? Ja, seveda. V bistvu mi, torej, če nekdo je kupil vrednost, če nekdo kupil delež v, 2016, ko smo začeli s tem sistemom, je bila vrednost deleža tam nekje okoli 100 evrov na en delež. Danes je pa vrednost 900, tako da je to bila kar lepa rast, zaradi tega, ker recimo, če danes proda, bo prodal po vrednosti, po današnji vrednosti kapitala. No in vmes se pa podjetje pač na skupščini odloča o izplačilu dividend. Mi imamo pravilo, da se izplača 10-20% od letnega dobička, ostalo gre v nadaljnje investicije in razvoj, in ta dividenda je kar relativno v redu, glede na to, glede na nizko valuacijo. A lahko konkretno mogoče v številkah? V redu, ne vem, kaj to pomeni. To bi mogel pa zelo malo izračunati, koliko je to na delež, takole na pamet pa ne bom tega vedel iz glave. Zaposleni so zadovoljni? Ja. Sej dejstvo je že to, da v bistvu nam vsako leto se k temu sistemu pridruži kar lepo število novih solastnikov, pa tudi obstoječi solastniki kar precej še investirajo v deleže. Ampak verjetno je bilo treba zaposlene vseeno malo izobraziti o tem, kaj to pravzaprav pomeni. Ali je bilo vsekakor, to? Ja. In tudi to je treba ponavljati skozi, da ni čist jasno, ko je bilanca stanja, izkaz poslovnega izpeha, kako se te številke nekako povezujejo, in to izobraževanje je nujno, ampak to pomeni tudi, da zaposleni bolj razumejo poslovanje podjetja, zakaj so pomembne določene stvari, zakaj je pomembna finančna stabilnost, in potem tudi lažje upravljajo svoje vsakodnevno delo. Tudi verjetno so bolj motivirani, mogoče večji dobiček, a ne? Ja, imamo sistem nagrajevanja, dividende, tako da v bistvu se kar lep del dodane vrednosti razdeli v obliki nagrad, v obliki potem še dividend. Koliko je trenutno zaposlenih v podjetju? Po celem svetu 400, v Trbovljah pa 200. Od teh 200 zaposlenih, koliko je vključenih v to solastništvo? Procentualno? Nekaj več kot 100. Aha, se pravi 50% zaposlenih je vključenih v to. Aha, to je kar se mi zdi da solidna številka, ne? Ja. A pa mogoče veste, kako vidite v bistvu prihodnost vašega tega večinskega paketa 80%? Veliko se govori o težavah z nasledstvom, kako pretlelec, dobro, zdaj si omenil 4 otroke, tako da... Ja, tukaj je pa tako, da je v bistvu to nasledstvo kar ena taka zanimiva zgodba. Mislim, da je to tudi
kar precejšno breme lahko za otroke, pa tudi kar nekaj konfliktov pa nepotizma se lahko pojavi v tem smislu, kar je sigurno škodljivo. Tako da imamo mi jasna pravila, da imajo otroci enakovredne možnosti, lahko se zaposlijo v podjetju, ni nobene težave, morajo iti pa na razgovor, pa morajo v bistvu so tretirani glihko, kakor vsi ostali. Tako da v bistvu je, ne vem, imamo tudi v podjetju kuhinjo, najstarejša hčerka je študirala slaščičarstvo v Londonu, pa je potem nekako se odločila, da je prišla nazaj in zdaj nas razveseljuje s slaščicami in uživa v tem, ne. Potem je najstarejši sin, torej mlajši od Nine, Luka, je nekaj časa bil zdaj zaposlen v podjetju, že tudi kot član marketinga, zdaj pa rekel v letošnjem letu, da hoče preizkusiti svojo poslovno pot samostojno in tako da se podaja na samostojno pot, grafično oblikovanje, pa video vsebine, pa tako naprej, ne. Mislim, da je dober in da seveda mu želim vse najlepše, najboljše na svoji poslovni poti, da bo našel sebe, tako da vedno je tudi dobrodošel nazaj, seveda, če pride skozi izbore, ne. Ampak jaz verjamem, da to nekako tudi tem našim vodjam, ki so običajno že dolga leta v podjetju, daje neka vrsta stabilnost, da bojo vedeli, da je ta profesionalno vodenje spodbujano in da lahko tudi kateri od otrok prevzame kakšno vodilno funkcijo, ampak z istimi možnostmi kot vsi ostali. Tako da to je nekako ta politika, kar se tiče vodenja. Mislim, da v Sloveniji imamo še kar zelo pojme zmešane, ne, ta lastniško upravljanje, ne, pa profesionalno upravljanje podjetij, da sta to dva ločena svetova. Seveda v prvi generaciji je to zelo pomešano, prepleteno, ampak v drugih generacijah, tretjih generacijah pa je potrebno vedeti, da so to dve stvari. Tako da, kar se tiče pa lastništva, je ta družinski holding ima zelo jasna pravila. Tudi podpisali smo družinsko ustavo, ki nekako predpisuje način delovanja, tudi te temeljne vrednote, ki jih poudarjamo, da mora podjetje poskrbeti za stranke, za zaposlene, za okolje, da se to daje na prvo mesto. Tako sem pa že rekel, pa imam željo tudi, da bi to v prihodnosti tudi nekoliko spremenil, pa bi en delež iz tega holdinga dal na fundacijo. Fundacija je oblika, ki je v tujini zelo znana, Bosch, Maersk, Novo Nordisk in tako naprej. So podjetja, ki so izredno uspešna, ki delujejo že nekatera krepko več kot 100 let v obliki fundacije, ki pa nima lastnika, ima pa nek cilj. Pri nas je ta cilj določen kot spodbujanje podjetništva v Sloveniji pa razvoj Zasavja, za kar se tudi že zdaj namenja določena sredstva. Je pa ta zakonodaja fundacij v Sloveniji pa še kar iz nekega preteklega časa in recimo omogoča pristojnemu ministrstvu, da zamenja vodstvo fundacije, da zapre fundacijo, tako da jaz upam, da se bo dalo to prilagoditi tem modernemu času, pa da lahko izkoriščamo potem tudi te možnosti, ki se mi zdi, da nekako potem še bolj uravnotežijo pa stabilizirajo delovanje podjetij, ki imajo neko dolgoročno vizijo. Zdaj marsikdo misli, da je fundacija tudi nek način davčne optimizacije.
V svoji osnovi ne, zaradi tega, ker fundacija ne plačuje davka na dobiček, ne, ampak mora pa v bistvu služiti svojemu namenu. Ne. Tako da mislim, da je bilo ene par takih poskusov v preteklosti, ampak to je napačna uporaba fundacij, ki se seveda mora kaznovati. Mislim, da pa v tej čisti osnovi fundacija zelo dobra organizacija. Ne. Tako da, ne vem, meni je recimo Bosch mi je zelo všeč. Bosch je bila firma, ki je bila ustanovljena na koncu 19. stoletja, leta 1890, nekaj takega, ne. Potem je Robert Bosch leta 1943 ustanovil fundacijo, potem leta 1945 umrl in še danes podjetje zelo dobro deluje. 92% lastnik je fundacija, 8% lastnik je družina Bosch, ampak te družinski člani niso vključeni v delovanje podjetja. In tu je nekako en tak, se mi zdi, vsaj zame, en tak primer podjetja, ki je dobro zasnovano in ki lahko tako deluje na dolgi rok. Seveda tudi takšna podjetja lahko propadejo zaradi, ne vem, velike spremembe na trgu ali pa kakor drugega. Mi to rečemo, da bo tako podjetje bilo pol, da bo trajalo neskončno, ne? Ampak se mi zdi pa, da je veliko bolj upeto v neko okolje, v družbo. Mislim, da bo to družbeno veliko bolj sprejemljivo, kot pa tisto, ko smo rekli prej, zmirnost, pa milijonarji in tako naprej. Ja, zdaj bi pa vse mogoče se malo zadržala pri družini, če lahko. Družinska ustava, družinski holding, otroci študirajo različne stvari, ali si kakšen mogoče deli strast z očetom? Ja, jaz mislim, da so kar fante kar zanima tehnika, mlajša dva sta še v srednji šoli, tako da bomo videli, kam jih zanese življenjska pot. Vsekakor jim želim, da bojo našli tisto svojo srečo, ustvarjalnost, tisto svoje področje. Jaz mislim, da imajo možnosti, da imajo še več možnosti, kot sem jih imel jaz v mlajših letih, ampak tudi meni so starši dali zelo dobro osnovo, izobrazbo, neto kapitala, itak je bilo potem treba to ustvariti, ampak ena taka trdna osnova sem pa še vse en dobo. In to je tisto, da uspeh se ne meri v denarju, ali pa sreča se ne meri v denarju, sreča je drugje. In to je, za mene je v bistvu en tak ključen element je ustvarjanje nečesa novega. In to je tisto, kar že od samega začetka je neko tako moje življenjski cilj, vodilo, motivacija, ko še danes se čisto nič ne spremeni, kljub temu, recimo, da načeloma ne bi bilo najbrž mi več treba delati, kolegice, ki vodijo podjetje, so povsem v redu, ampak jaz mislim, da dokler me bojo gledali, bom še z veseljem soustvaril. Zdaj, rekel si, uspeh se ne meri v denarju. Zdaj bo marsikateri poslušalec rekel, ja, seveda tebe to enostavno reči, ko si milijonar, ne? Ja, jaz mislim, da je tako, da je obstaja nek higienik, itak v življenju. Danes so, recimo za mlade, se mi zdi, da kar težki časi, ker že samo, da nekako, da rešijo svoj stanovanjski problem, je to izredno drago napram plači, ki jih nekako se da zaslužiti normalno. Tako da tisto seveda, če je nekdo pod nekim pragom prihodkov, ki omogoča normalno življenje, je to prav gotovo težko, ampak ko pa nekako to dosežeš, so pa druge stvari, ki so zagotovo veliko bolj pomembne. Pa mogoče v eni fazi predstavlja kapital celo breme.
Kako pa si recimo finančno pismenil svoje otroke? Ja, to je pa tudi bil kako bi rekel, pozitivni moment tega holdinga, ker prej se nismo o tem nikoli pogovarjali, zdaj imamo pa skupščine, pa v bistvu se pogovarjamo o izkazu uspeha, o bilancah, gledamo bilance drugih podjetij. In tako kot zaposlene so tudi otroci nekako vključeni v te procese, da znajo brati knjige, ker nekako je tudi kar pa imajo prav gotovo, je pa ta odgovornost. Ker Dewesoft je v tem smislu kar zahtevno podjetje, ker delamo izdelke visoke tehnologije, ki je kar težko razumeti. In potem je tudi pri otrocih obstaja nek strah, jaz rad hodim v hribe in pol pravi, ko pa če ti dol nekje z ene skale padel, komu pa pol, in potli je v bistvu ta del, da jih pomirim nekako, prvič se bom mirko, ampak tudi v tem smislu, da obstaja profesionalna ekipa v podjetju, ki lahko podjetje pelje naprej, s tem, da je treba potem stališča lastniškega upravljanja znati nekako ocenjevati letne plane, poteze in tako naprej, da podjetje normalno deluje naprej. Zdaj, ko se omenja pač to finančno pismenjevanje, sem videla pa, da tudi v sklopu pospeševalnika Katapult imate nekakšen matematični SOS program, pa mislim, da je mama tam zelo aktivna. V prejšnji epizodi smo pa recimo imeli obrestni račun, to je taka dosti osnovna matematika, ki se v šoli žal ne učijo, vsaj mogoče teoretično obdelajo, ampak potem v praksi se to pač nekako ne vejo, kako to zgleda. Pa me zanima, recimo, a je tudi recimo obrestni račun del tega mogoče izobraževanja? Ne, zaradi tega, ker SOS šola se fokusira na prve razrede osnovne šole, zaradi tega, ker so prav te prvi razredi tisti ključni, tam prvi razred osnovne šole otroci praviloma zelo radi grejo, pa v više razrede pa že malo manj. Predvsem matematika je tisti predmet, ki je dostikrat kar težek, ki je tako neprijeten, pa ni treba, da je temu tako. Se ga da naučiti na prijeten način, na način, da se otroci počutijo suvereni, ampak je pač potrebno to, utrjevanje, tisto bazično znanje, pa potem kakšne praktični pripomočki, da se to lažje, da se vaga, da se šteje, da se tako. In namen tega pa je, da otroci v prvih razredih, ki nekako dobijo odpor do matematike, nikoli ne bodo šli potem v te smeri. In to je tista stvar, ki jo poskušamo nekako vsaj uravnotežiti, da se vidi, da je lahko tudi matematika zabavna, potem se pa uči robotike, da se vidi, kaj pa potem iz tega ven pride, ko to stvar obvladaš, in to so taki luštni programi. Se v bistvu obrestni račun je dosti tako osnovna stvar in že naši malčki to v bistvu poznajo, kot taljenje kepe snega, sneg se lepi na sneg, tako da to je v bistvu obrestni. Dalj časa, ko tališ kepo snega, na koncu večja pač je kepa, Dokler hriba ne zmanjka. Ja. A greva mogoče sem še to sem tudi videla, kar se mi je zdelo tako zelo fajn, ena izjava: največji uspeh je poznati samega sebe in biti srečen. Zato ne potrebuješ hitrih avtov, velikih jaht in vil. No ja, letalo bi bilo pa kul. To je bila izjava, mislim, da je bila na Katapultu objavljena. A ne? Se pravi, v bistvu se mi zdi, da marsikateri mlad sam sebe danes sploh ne pozna in kar mal blodi po svetu, in išče svojo strast. A je res to vezan na mlade, a starejši pa poznajo? Se strinjam, ne poznajo se. Ne, ni vezano na mlade. Blodimo. Pa nekako
Tako z leti razmišljaš, da si že neki prišel na neko določeno stopnjo, ne, pa se pa spet vse spremeni. Ni tako. Tako Ja, da, se strinjam. Ja. to je neskončen proces. Ne. Vse to je čisto v redu, življenje je dinamično, ne rabimo imeti te, malo je treba pač, malo adrenalina v življenju, malo dinamike, a ni? Tako. Prav gotovo. Ali lahko skočimo mogoče na to aktualno temo Trump, carine, vojne, kako zdaj gledate na DV-softu, kako ti gledaš na v bistvu vso to negotovost, ki jo konec koncev prinaša Trump? Ja, v bistvu je zdaj res eno tako težko obdobje, ne, tudi za nas, zaradi tega, ker je zelo očitno, da se svet polarizira. Začeli se vse z Rusijo, v Rusiji smo mogli podjetje ugasniti, prekiniti sodelovanje z našimi zaposlenimi, tudi na Kitajskem, ne, se Kitajska tudi čedalje bolj zapira, čedalje več vlaga v lastne tehnologije. Ta program Made in China 2025 za nas pomeni, da ima recimo čist kitajska podjetja, ki se borijo za posel na istem, ne vem, v kakšnih paradržavnih ali pa državnih podjetjih, inštitucijah, ima kar po defaulti se šteje, kot da je njihova cena 20% nižja, potem se pa primerja z našo. Tako da je tukaj ta konkurenca kar nelojalna. Ne. Ta Made in program se širi, ne, pa še nekako razumeš, da je Made in India, ne, da si tega želijo, ampak nek Made in Indonezija, ki sem pa zanj slišal, ne, to pa res ne vem, kdo bo merilno tehniko za Indonezijo posebej delal. Tako da to je ta del sveta, ne, potem pa v našem zahodnem svetu se mi zdi pa kar dost noro, da se v bistvu tudi zahodni svet nekako polarizira, da se meje zapirajo. Nekako bi pričakoval, da bi vsaj ta zahodni svet bil koherenten, enoten, pa tudi temu ni tako, ne? Tako da v bistvu ta težnja po globalizaciji, smo bili priča zadnjih, ne vem koliko, 30 let recimo, ne, se pa zdaj zelo hitro spreminja v deglobalizacijo, kar za podjetje našega tipa, kjer je trg omejen, mehen, sigurno tudi pomeni, da pač ne poslujemo več tako dobro, kot smo poslovali včasih. A vi imate tudi podjetje v Ameriki, ne? Ja, tako je. Mi imamo podjetje, 70 zaposlenih je v Ameriki, ne? Tako da je to kar velika organizacija. Pri Trumpu pa itak se je že v prejšnjem mandatu izkazalo, da nikoli niso vedeli, kaj bo napisal naslednji dan na Twitter, tako da jaz mislim, da tudi zdaj vsaj jaz ne znam predvideti, pa mislim, da še mrzdo drug tudi ne, kaj se bo zgodilo, kje bojo meje teh sprememb. Tako da bomo videli, kako se bo svet obračal, pa se potem temu prilagodili. Se pravi, zdaj se že v bistvu čuti na poslovanju vsa ta negotovost tudi pri vas, ne? Ja, pri nas se je to že v lanskem letu poznalo. Leto 2023 je bilo rekordno, tudi zaradi velike količine nedobavljenih naročil iz leta 2022, ne. Potem so pa v 2024 nekako stabilizirali poslovanje, promet smo imeli manjši, ampak se pa tudi poznala sigurno Rusija, Kitajska, vse te stvari, ki jih ne moremo več delati, se zagotovo pozna v rezultatu. Je kaj pa Evropa? Vidimo, da smo na stranskem tiru. Ne, v Evropi pa še toliko bolj smo dali na gasne in Evropa dejansko naš največji trg. Recimo v Evropi je največja dežela Italija, ne, kar je zanimivo glede na njihove rezultate, ampak imamo tam pač vodijo te našega podjetja, je res propulziven, išče priložnosti na drugih recimo nestandardnih trgih. Recimo pri monitoringu mostov za italijanske avtoceste smo naredili ogromne projekte, letos bo največji del tega. Tako da takšne stvari ni, dela je dovolj, samo treba ga je najti, pa tudi
treba je prilagoditi poslovanje podjetja, ne. Tukaj pa se kar malo tisne, fantje, dekleta, moramo spet se izkazati, moramo te nove produktne linije, ki jih imamo v planu, dokončati, moramo dati na trg, da bomo lahko naprej rasli, ne. In to je tisto, kar je nekako v delovanju vsakega podjetja, se mi zdi nujno, sploh v teh časih. Svet se spreminja hitreje kot kdajkoli prej. To se mi zdi ful dober, da je treba iskati posel, treba biti proaktiven. Marsikdo, ki prejema plačo, se ne ukvarja s tem, hodi v službo in oddela svoje. Ne? Ja. Podjetnik mora pa stalno nekaj kopati pa razmišljati. Ne? To je pa ena taka bistvena razlika. Ja, sigurno. Ne? Pa tudi recimo ta sistem nagrajevanja solastništva pri tem kar precej pomaga, ne? Ker je vsakemu jasno, da projekti ne pridejo sami od sebe. Ne? Mi smo v takem poslu, da nimamo stalnih prihodkov, mi delamo projektno, to pomeni, ko se eno veliko podjetje odloči za to, da bo kupilo merilno tehniko, jo prodamo in dobavimo, tako da v bistvu pri nas imamo naročila zdaj za kakšen mesec pa pol naprej, potem pa nimamo pojma, kaj bomo delali, ampak je res taka zanimiva dinamika. Enkrat se lahko vse skupaj postavi, pa smo čez noč brez prihodkov. Ampak a ni to stresno ful? Ja, pa če bi se človek sekiral, bi se lahko za veliko stvari. 400 zaposlenih, to je kar nekaj družin, kar nekaj. Tako se mi zdi, da zna biti za podjetnika, ki ne ve, kaj bo čez mesec ali dva, to zna biti kar po moje malo stresno, no? Kako handlati stres? Ja, ampak jaz verjamem, da imamo res ekipo tudi prodajno takšno, da vsak prodajnik bo najprej resnično poskrbel za to, da bo našel tisti posel, ki ga potrebuje v letu. Tako da tukaj je treba kar zaupati. In na drugi strani pa je tudi zelo pomembno, da ima podjetje dovolj finančne zaloge za slabe čase, da lahko potem v tistih slabih časih še več investira, da ko so slabi časi mimo, da nekako z novimi produkti pa izdelki prepriča stranke. To je varnostna rezerva, če govorimo o osebnih financah, ne? Tako, ne. In to v življenju enega podjetja je to tudi zelo pomembno, tako da če pogledate naše bilance, ne, je vidno, da je te rezerve kar precej, ne. In jaz mislim, da je tudi tista stvar, ki mogoče bi lahko rasli hitreje, če namesto teh rezerv, ne vem, bi še kakšne ekipe dobile, podjetje kupile pa karkoli, ne. Ampak se mi zdi, da je to tista stvar, za katero se mora pač vsak odločiti, ali bolj, koliko je pomembno, da mirno spi. To govorimo o denarju in denarnih ustreznikih, ne, pri vas, v vaši bilanci. Ja, zdaj, marsikatero večje podjetje ima tudi kar precej veliko zalogo denarja in denarnih ustreznikov, ampak zdaj so se nekatera podjetja, kot je recimo Cinkarna, odločili, da bodo pač iskali tudi neke investicije, razne, ne vem, kratkoročne, dolgoročne, ne vem, različne, no, od zakladnih menic do obveznic in tako dalje. A mogoče podjetje, ki investira? Vaše? Mi v bistvu smo nekako v zadnjem času razmišljamo o tem, ko podjetje preseglo neko določeno mejo, da bi tako kot na katapultu dajemo priložnost mladim podjetjem, ki niso povezane z našo stroko, da bi dali pa priložnost podjetjem, ki pa so povezane z našo stroko. In investiramo v njih in v bistvu imamo že zdaj kar precej takih primerov, ko podjetja, ki so recimo manjša, nekako pridejo v to okolje, ponudimo jim vse od prodaje, marketinga, proizvodne in tako naprej. Delajo pa tiste stvari, ki niso v našem, popolnoma v naši, tem, kako se reče, core poslu, ne, v osnovni dejavnosti, ampak pomenijo pa neko komplementarno rešitev, recimo kakšni senzorji ali pa kaj takega in s tem tudi širimo
ponudbo. Ne. Tako da to se mi zdi zelo smiselna investicija, ki znajo na dolgi rok tudi pomeniti kar precej veliko stabilnost. Fajn je pa tudi, da ta podjetja, ne, ki so 10-15 zaposlenih, da živijo neko svoje življenje, da imajo svojo davčno številko, svojo bilanco stanja, izkaz uspeha, tudi solastniki so v tistem delu podjetja. In nekako je to tako, kot da bi imel neko pač mamo in poleg tega imaš pa otročke, ki se trudijo pa se razvijajo po svoje. Se pravi, mama jih financira. Mama investira v njih, ne, in potem, ampak so pa odgovorne, morajo biti pa odgovorne same zase. Ja. Ne, se razumem. A lahko mogoče sam greva še malo na panoge, v katerih delujete, so zanimive, tudi nekatere so kar precej na udaru, sploh recimo avtomobilizem, ne. Obramba, recimo zdaj se zelo veliko govori o tem, delnice obrambnih podjetij nekatere so kar precej eksplodirale, transport, energetika, vesoljska panoga, to so vse take zelo aktualne panoge. Kje je tukaj največ izzivov za vas? V kateri panogi? Ja, avtomobilska industrija je bila za nas pomembna, ne? Pa še kar je pomembna, ampak mi imamo to srečo, da smo dejansko in geografsko in po panogah zelo razdeljeni in ta diversifikacija nam pomeni, da če en kontinent mogoče trpi, da pa potem nekje drugje se pojavljajo poslovne priložnosti in tudi po panogah v določenih časih je ena panoga močnejša, v drugih časih je druga in to, da naše merilne inštrumente se lahko uporablja v različnih aplikacijah, v različnih panogah nam pa prinaša kar veliko stabilnost. Tako da zdaj recimo, imamo priložnosti nove, ki se pojavljajo, oil and gas, ta zelene energije, to so tiste stvari, v katere bomo zagotovo v prihodnosti še več vlagali, ampak tako, čist realno, ne, če pogledam, ljudje se bojo še kar z avti vozili. Dokler se bojo ljudje z avti vozili, bojo sigurno neke firme, kakor bojo te avte delale. Kakor bojo te firme, ko bojo te avte delale, pol bojo jih tudi razvijale, ne, in potem bojo rabili tudi merilne inštrumente. Tako da dokler ne bomo začeli peš hoditi ali pa z drugimi sredstvi, bo ta industrija še kar živela. Lahko enkrat v krizi, manjši, večji, lahko v določenem času, kot smo že videli, ne, ljudje se odločijo, da bojo varčevali, ne bojo kupovali avto, ampak čas gre naprej, avti se starajo, enkrat jih bo treba zamenjati. Je kaj pa obrambna panoga, zdaj se o tem zelo veliko govori, pa tudi velike investicije se obetajo. Ja, to je pa ena taka panoga, ker pa tako po naravi meni osebno ni blizu, mi imamo podjetju nekako, pa delamo tudi za nekaj za to industrijo, predvsem to aerospace pa defense je včasih meja zelo tanka, ampak delamo pa, smo rekli, da ne bomo delali nič specifičnega za obrambno industrijo, ne, ampak bomo pač tiste inštrumente, ki jih imamo na voljo, pač prodajamo v okviru omejitev, ki jih imamo. Ampak standardne inštrumente. Prej sem pozabila vprašati, ko smo se pogovarjali o solastništvu, a ste mogoče kdaj razmišljali o IPO-ju, a je to sploh nekje v glavi, obstaja možnost? Ker to si nekako želijo, ne, z Ljubljanska borza in tudi konec koncev vlada razvoj trga kapitala. Ne, ampak za nas ni smiselno, ne, zaradi tega, ker si želimo, da so solastniki res tisti, ki so aktivno udeleženi pri pač kreaciji uspeha podjetja. Ne. Torej, tudi nekdo, ki zapusti podjetje, je obvezen prodaji deleža. To pomeni, da bo podjetje vedno imelo aktivno lastništvo.
A lahko mogoče sam še skočiva na eno zadevo, marsikdo, zdaj se je omenil sina, ki se je odpravljal oziroma je že na samostojni podjetniški poti, marsikdo pa okleva, ne upa, strah ga je odpovedati se svoji plači in iti na svoje in služiti kruh na trgu. A imava kakšno spodbudno besedo, ker mislim, da je bila prvi podjetniški podvig je bil čist nekaj drugega. Če sem prav prebrala, je bilo nekaj izdelava volanov za računalniške igrice. Ja, ampak to je bil v srednji šoli, na fakulteti, je bil en tak hobi. Jaz mislim, da je, če gledam nazaj, to svojo pot, pa če bi si lahko zbral, da bi šel nazaj, pa bi jo še enkrat prehodil, se ne bi odločil za nič drugega. Jaz mislim, da je prav gotovo tukaj več izzivov, kot če je nekdo v redni službi, ko nekdo drug skrbi za posel, za pač delovanje podjetja. Ampak samostojna pot ti prinese tudi prednosti, ena izmed njih je svoboda. Ta stvar je tista, ki meni osebno ogromno pomeni, tudi svoboda odločitve, da lahko potem res delam tiste stvari, pa ustvarjam na področjih, ki so mi všeč. In več, ko je sodelavcev, bolj se mi zdi, da lahko ustvarimo skupaj še več kot seveda, če bi bil sam. In to je tisto, kar pa daje nekako eno tako zadovoljstvo. Ker če pogledam nazaj, pa poskušam prevrteti čas nazaj, pa če bi mi kdo rekel, da bi takšne stvari uspeli merilni tehniki, bi ga proglasil za neprištevnega. Ja, ampak če sem jaz prav prebrala, ni bilo neke spodbude, ki si predstavil to svojo idejo. Mislim, da ni bilo to neki dober sprejet. Ne vem, nekdo je malo dol potisnil vse skupaj, potlačil. Sej je bilo tudi, kako bi rekel, čist na mestu, pripomba. Se smo z nule začeli, ampak pač dolg časa se gre v eno smer, pa nekam prideš. Ja, ampak, ko si zdaj rekel svoboda odločitve, se mi zdi, da če imaš neko finančno zaledje, če imaš neko zalogo, če imaš urejene finance, imaš možnost svobodne odločitve. Dejansko si veliko bolj svoboden, kot pa če si v bistvu nekje, če nimaš urejene finance, če si zadolžen, če hodiš v službo, si nesrečen in tako dalje. Ne? Ja, ampak je tako, da v vsakem primeru, recimo, če jaz gledam svojo pot, sta mi oče in mama dala neko tako res lepo okolje za odraščati, dala sta mi vrednote, izobrazbo, torej študij v Ljubljani, pa je pa ata dal še zraven za polovico avta, ker ni hotel, da bi se z Lado Samaro vozil okoli. Tako da to je bilo, to sem dobil od staršev. Potli pa res se mi zdi, da vprašanje vsakega posameznika danes v današnji dobi imamo veliko boljše možnosti kot kdajkoli v preteklosti. Jaz mislim, da če nekdo resnično ima idejo, ima vztrajnost, jo zna predstaviti, zna pridobiti ekipo, da v današnjem času tudi finance niso taka velika težava. Denarja za nove ideje je ogromno. In se mi zdi, da je bolj stvar odločitve, ali nekdo hoče potem zrastiti z lastnimi sredstvi, za financiranje, kakorkoli. Tako da v tem startup svetu sem vsako leto resnično pozitivno presenečen nad vsemi temi stvarmi, ki se dogajajo, pa se mi zdi, da nam idej ne bo zmanjkalo v prihodnosti, da se nam ni zabati za to, da mladi ne bi znali najti svoje poti.
Ja. Za konec mogoče, kakšni so tvoji osebni cilji, želje, načrti? Ne vem, jaz se mi zdi, da resnično najbolj uživam v tem, da te naše črno-oranžne inštrumentke še nekako kar naprej razvijam. V veliko veselje so mi potovanja po svetu, tudi ne vem, meni največje veselje mi je do strank pa videti, pa delati z njimi, pa videti, kako to uporabljajo, kaj delajo, ali ne bo to neko vesoljsko izstrelišče, ali bo to neka avtomobilska industrija, ali pa nek rudnik tam v Braziliji, se ni važno, ne. To se meni dogaja na polno. Ne. Tako da iz tega ven se mi zdi, da pol tudi pridejo nove ideje, kaj še delati v življenju. Tako da poleg tega je tudi delo z mladimi tisto, kar nekako te napajati daje tudi nazaj dost spodbude. Tako da ta razvoj okolja se mi zdi, da je tudi ena taka stvar, ki je zelo pomembna. Recimo ta, začela sva z vrednotami, pa lahko z vrednotami tudi končamo. To je en tak res lep projekt, ko razmišljaš, kaj bi lahko v Sloveniji naredili, da nam bi bilo lepše. In če pogledamo te vrednote, pa si zamislimo, da bi vsi živeli po teh vrednotah, jaz mislim, da bi imeli res raj na zemlji. Ja, imamo še 2 vrednoti, zaupanje in spoštovanje ter medsebojna pomoč. Ja, ta medsebojna pomoč se mi zdi, da je dosti enostavna, zaradi tega, ker smo Slovenci svetovni prvaki v tem, da če komu težko, da priskočimo na pomoč, seveda so tukaj pač možnosti omejene. Mislim, da tukaj res velja neki en tak zakon množice. Se mi zdi, da smo imeli pri teh vseh naravnih nesrečah res en moment, ko te sopomoči, ki se je res izkazala, pa potem bila nekako, je nekako zvodenela v teh političnih akcijah nesrečnih. Ampak ta prva, spoštovanje in zaupanje, pa se mi zdi, da je na prvem mestu z razlogom, ker je ključno sodelovanje, pač skupno delo, spoštovanje tudi razlik, nismo si vsi isti, ampak se mi zdi, da je pomembno, da spoštujemo drug drugega in to je osnova za zaupanje in prav ta spoštovanje in zaupanje se mi zdi, da je tista stvar, na kateri moramo pa precej delati, ker če imamo recimo, ne vem, eno tako visoko spoštovanje do naših športnikov ali pa do gasilcev, je potem recimo, če pogledamo podjetnike, je to že mačken tako, ampak se mi zdi, da v zadnjem času je spet to spoštovanje zraslo, po nekih anketah je v bistvu podpora podjetnikom, podjetništvu, podjetnosti zrasla na nekih 85%, kar je odlično, to je res dober rezultat. Ampak mora tudi biti podjetništvo na pravi način. Pa če pogledamo recimo šolstvo, koliko je to spoštovanje do učiteljev v zadnjih letih padlo in kakšne težave imamo iz tega, to je nujno potrebno vzpostaviti, pa pogledamo spoštovanje in zaupanje politiki, kje smo na tem področju, pa se mi zdi, da je tudi tukaj potrebno delati na tem, da pač enostavno moramo nekako najti prave vodje, ki jih bomo spoštovali in ki jih bomo lahko zaupali v prihodnosti, pa ne glede na to, ali je to na levi strani ali desni strani, ampak mislim, da je to spoštovanje do politike treba vzpostaviti. Jaz sem v teh časih, kar nekako sem bolj vključen v to iz časa korone, SBC-ja, je ogromno ljudi v politiki, ki so zagotovo vredni spoštovanja in zaupanja, tako da običajno jih ne vidimo, običajno vidimo te ekscese v vsakodnevnem življenju, ki pa ne vem, če so merilo vsega, kar se dogaja v politiki. Tako da je tudi tukaj obstaja neko zdravo jedro, ki ga je treba negovati pa spodbujati.
A lahko mogoče sam še za konec nasvet našim poslušalcem in gledalcem, ki so v lovu za različnimi naložbami, investicijami, želijo ustvariti neko premoženje, biti boljši od inflacije? Ja, evo, ena taka stvar bi bila, da še vsak, ki je umrl, pa je šel na drugi svet, je šel tja brez vsega. Tako da je v bistvu, po mojem mnenju, je pomembno, da živiš nekako na način, da si srečen, da si zadovoljen v življenju, pa se mi zdi to bolj pomembno kot pa nek lov za premoženjem, ker se je že tudi v zgodovinski strokovni literaturi so zgodbe, da nekdo, ki ima veliko mošnjo, je potem skrbi, da je ta mošnja s časom čedalje manjša, in to ne sme biti bistvo življenja. Odlično, najlepša hvala za super debato. Ja, hvala, živim. Naročite se na podcast MoneyHow. Zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!